konkretno tematsko področje, skakanje po naprej določenih vzorcih, se mogoče spomnite iz preteklosti, ko je bilo objavljeno tole, ko imate levo zgoraj, skakanje glede na postavitev stopal, dlani in tako naprej. To seveda lahko narišete zunaj na asfaltu z kredo ali nadprintate na liste in imate to v vrtcu takoj, ko vstopijo v igralnico. V enem vrtcu se spomnim, ko mi je vzgojiteljica rekla, so ravno naprintali na liste in so učenci vsakič, ko so šli na stranišče, to z veseljem odskakali. Druga igra zgoraj desno je posnemanje. Torej, da postavimo pred in za kolebnico podobni gibalni vzorec, potem pa en otrok kaže, drug pa mu poskuša slediti. Torej, mora uskladiti katero smer, koliko naprej, koliko nazaj in tudi časovno in tako naprej. Spodaj, kar z lončki, lahko pa tudi z igračkami ali karkoli drugega, skakanje v tem primeru narazen skupaj po določenem gibalnem vzorcu. Druga stvar je recimo tule levo zgoraj potovanje z blazinicami. To pomeni, da otrok premaga eno razdaljo s tem, da premika blazinice naprej pred sabo. Ali pa, da premaguje neke naloge, neke postavitev, nek poligon. Jaz sem uporabila kar veci papir, ker je to v času korone, pa je bilo to takrat zelo, zelo aktualno. Lahko pa je katerakoli druga stvar in jih enostavno postavite. Z tega je poligon res preprosto. Torej, ali preskakovanje, koordinacijske naloge, karkoli od tega in še levo spodaj imate prenašanje stvari z nogami, usklajevanje dela rok in nog. Finomotorično, da prenaša nekaj v določene lončke ali celo čez glavo. Ali še v najtežji obliki, da najprej naredi nalogo, pri kateri se vrti in izgubi občutek za orientacijo v prostoru, pa mora potem to opraviti. Znanstvenih izsledkov, zakaj je gibanje tako pomembno za otroke. Rečemo, predvsem gibanje ima nešteto vplivov, ampak najpomembnejši so gotovi njegovi vplivi na zdravje, na spoznavni in čustveno-socialni razvoj in na to, da gibalno opismenimo otroke. Zdaj poglejmo najprej zdravje. Zdravje je tisto, ki si ga najbolj želimo, ki se nam zdi najpomembnejše, posebej takrat, če ga izgubimo. In številne raziskave danes kažejo, da gibalna dejavnost v otroštvu pomembno vpliva na otrokovo zdravje. Po drugi strani, gibalna dejavnost v otroštvu zagotavlja gibalno dejavnost odraslega človeka. Posebej ta velika finska raziskava kolega Telame je dokazala, da otroci, ki so gibalno, intenzivno in večkrat dejavni v otroštvu, imajo bistveno večje možnosti, da so gibalno dejavni tudi kot odrasli. Seveda zdravje otroka vpliva na zdravje odraslega, gibalna dejavnost odraslega vpliva na zdravje odraslega, zato lahko kot tretjo stvar sklenemo, gibalna dejavnost v otroštvu je pomemben kazalnik zdravja v odrasli dobi.